Če ste se kdaj spraševali, kakšne avte kupujejo zlatarji, evo, tule je. Majhen, dober, poželjiv in drag. Tale stane več kot 51 jurjev in ne še prestaviti. Poslušajte, zakaj Nemci pravijo, da jih je vreden. Jaz pa pravim, poglejte prispevek do konca, da vidite, če jih je res vreden. Tole je najmanjši Q v Audijevi ponudbi, Q2 se imenuje. Verjetno to pomeni, da je nekaj posebnega, ker do zdaj noben Q še ni imel sode številke v imenu. Pa noben Audi ni oblikovan tako oglato, predvsem nima noben takole pobarvanega C-stebrička, pa hkrati ni noben na voljo tudi samo s prednjim pogonom. Ja, do zdaj je veljalo, da imajo vsi Q-ji 4-kolesni pogon quattro, pri malem pa morate zanj doplačati. In še to zaenkrat samo pri tem močnem dizelskem motorju. Tega pa poganja zame še bistveno boljši 1,4-litrski turbobencinski TFSI. Kaj mi je tako všeč? Da ne smrdi, ko je mrzel, da ne repota kot dizli in da se rad zavrti. Tudi preko 6000 vrtljaja, če želite. Seveda je tudi zmogljiv. Turbo pomaga, da doseže 110 kW, to je 150 konjev, no bolj zgovoren podatek pa je, da do 100 pospeši v 8,5 sekunde. Lepo nabira hitrost, nimam kaj reči. Čeprav po občutku sem mislil, da bo bolj močan. Se pa pri tem Q-ju pozna, da ima samo sprednji pogon, ker se sprednji kolesi kar preveč pogosto zavrtita v prazno. Žal za 4-kolesni pogon v tem primeru ne morete doplačati, tako da se boste morali zadovoljiti z manj učinkovitim prenosom moči na cesto. Pričakoval sem tudi manjšo porabo, ker ima ta motor še posebno tehnologijo, ko se izklapljata dva valja od 4. Sicer res samo takrat, ko se vozite med 1400 in 3200 vrtljaji in ko z desno nogo praktično božate pedal za plin, ampak med vsakodnevno vožnjo pozabite na rekordne številke. Na našem testu je porabil dobrih 8 litrov in se mi zdi to kar realna številka. Seveda pa priporočam še robotiziran menjalnik S-Tronic. 7 prestav ima in nad njegovim delovanjem nimam nobene pripombe. Še pri speljevanju je zdaj bolj nežen. Prav nič pa ni nežno tole podvozje. S-Line že dobro izgleda zunaj z vsemi temi okrasnimi dodatki in kar 19-palčnimi platišči, ampak zame je tole slab kompromis, ker Q2 ni niti malo športen avto, vožnja pa je na naših cestah precej neudobna. Velika kolesa in majhen avto, saj veste, da potem stalno nekaj trese. Q2 ne kupujte niti zaradi prostora. Saj vem, da niti mislili niste, ampak tole je samo za silo družinsko uporaben avto. Spredaj se dobro sedi, če sta potnika pač dva in lahko sovoznik sedež potisne nazaj. Če pa je tamle otroški sedež, pa bo tule že precej tesno. Tudi prtljažnik po številkah deluje precej večje kot v praksi, ampak za nekaj torb in predvsem nakupovalne vrečke je več kot dovolj velik. Na otip vrhunska guma in plastika sta tule. Zelo lepa ambientalna osvetlitev, zelo dober občutek pri pritiskanju gumbov, potem ogromno funkcij, pa še tale zaslon pred voznikom, na katerem vidite vse, kar hočete med vožnjo. In še več. Q2 ima še tale projekcijski prikazovalnik, tako da boste med vožnjo itak ves čas gledali sem. Super je, ker ima še brezžično polnjenje za pametne telefone, čeprav je malo nerodno postavljeno sem, kaj? Sami se sicer sklicujejo na varnost, ker med vožnjo nimaš kaj gledati na telefon, ampak vseeno bi ga sam raje videl tukaj. Zdaj vidite, zakaj je tale Audi tako drag. Res je bogato opremljen, dobro izgleda, fajn motor ima, pa poseben imidž. Tako da, če iščete najboljšega med malimi križanci, ne iščite več. Saj ne rabite obeh ledvic.